Lepo pozdravljeni in dober dan voščim, spoštovani poslušalci in poslušalke, in seveda prisrčno in toplo vabljeni k poslušanju oddaje Startup Studio. Kot že uvodoma povedano, bo današnja oddaja nekako tehnološko obarvana zelo, vendar se bomo potrudili, da bomo razložili tako, da bomo prav vsi razumeli. Namreč predstavili bomo podjetje Redpitaja, spin-off podjetje visokotehnološkega podjetja Instrumentation Technologies iz Solkana, ki ga že dobro poznate, se že veliko let dela. Z nami pa je vodja tega podjetja, to je Redpitaja, in sicer vodja marketing tega podjetja Nina Jagodic. Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli, Nina. Živjo, najlepša hvala. Živjo, ja. Se bomo potrudili, da bomo razumljivo povedali, o čemer bomo govorili, ker vendarle so to razmeroma za tiste, ki se s tem ne ukvarjajo in ki teh izdelkov ne razvijajo, razmeroma komplicirane pa težko razumljive zadeve, ne? Se strinjaš? Res je. Ja. Torej, Redpitaja je nekako, kot smo rekli, hčerinsko podjetje Instrumentation Technologies, ustanovljeno je bilo pa leta 2013. Najprej pa ena taka kratka, čim bolj nazorna predstavitev, s čim se ukvarjate, s čim se podjetje Redpitaja ukvarja. Ja, tako je, hvala za to predstavitev. Redpitaja je v bistvu res nastala kot produkt oziroma zamisel inženirjev Instrumentation Technologies. Redpitaja je ena taka zelo inovativna in zanimiva zadeva. Je en zelo majhen merilni inštrument, ki lahko nadomesti številne drage inštrumente, ki jih imajo drugače inženirji v svojem laboratoriju. Torej, če si predstavljamo, da bo en inženir v laboratoriju mogel imeti več različnih naprav za različne meritve, vsaka od teh naprav je pač velika in tudi veliko denarja stane. Mi smo pa v bistvu z eno to majhno merilno napravico, ki je velika v velikosti kreditne kartice, nadomestili vse te velike in drage inštrumente za en majhen delček cene. In v tem je v bistvu čar oziroma inovativnost Redpitaja. Vsekakor bilo je to startup podjetje, ne? Kaj je pa narekovalo? Katere potrebe so? Nekaj si že povedala, ampak vendarle, kaj je bilo tisto bistveno, kar je narekovalo in kako je prišlo do tega podjetja? Ja, v bistvu inženirji Instrumentation Technologies so takrat začeli razmišljati v smeri, kako bi lahko v bistvu vse svoje znanje iz pospeševalnikov osnovnih delcev, ki so ga imeli in ki je tudi zelo izjemno zahtevno, kako bi to približali širši javnosti. In v bistvu so izumili eno zadevo, ki lahko komorkoli praktično približa neke zahtevne tehnologije. Mi radi rečemo, da Redpitaja pomaga pri demokratizaciji visokih tehnologij, zaradi tega, ker ene meritve oziroma neke tehnologije, ki so bile prej dostopne samo raziskovalnim inštitutom ali pa industriji, v bistvu zdaj lahko prinese bliže tudi študentom ali pa nekim inženirjem, ki imajo domače laboratorije in tako dalje. O uporabnosti bova govorili kasneje in malo podrobneje to tudi predstavili. Zdaj pa še Redpitaja. Kaj je to? To je izdelek in podjetje, ampak dajmo razložiti, kaj to pomeni Redpitaja. Ja, Redpitaja je ime podjetja. Znotraj našega portfelja, zdaj v zadnjih slabih 10 letih se je ta portfelj kar zelo razširil. Imamo več različnih izdelkov, ki se imenujejo malo bolj podrobno, ne bom tega mogoče razlagala, ker so taka posebna imena. Mi pa ljubkovalno oziroma vse izdelke kličemo Redpitaja, ker je pač tudi ta prepoznavnost blagovne znamke večja na ta način. Kaj pa je Redpitaja? Redpitaja je drugače sadje. Ko so se v bistvu naši inženirji odločali, kako poimenovati novo podjetje oziroma novo nastalo podjetje, so nekako hoteli se spomniti ime, ki bi bilo v skladu z zanimivostjo in atraktivnostjo tega novega inštrumenta, tako da so v bistvu prišli na eno tako zanimivo idejo, ki se nam še danes obrestuje, zaradi tega, ker s tem imenom vedno pritegnemo pozornost. Vsekakor je zelo prepoznavno ime tudi, ne? Tako je. Nina, tiste osnovne stvari sva predstavili. Zdaj pa leta 2013 je Redpitaja začela svojo pot. Uspešno v 9 letih se razvila v svetovno prepoznano podjetje. Kako se je pa pravzaprav začelo?
Ja, Red Pitaya se je v bistvu začela kot nek interni projekt znotraj Instrumentation Technologies. V bistvu temu še danes ljubkovalno rečemo projekt 913, ker so rekli, dajmo probati do septembra 2013 narediti neko novo prebojno idejo. In to je inženirjem tudi uspelo. V bistvu nastala je Red Pitaya, ki se je takrat kot produkt predstavila na platformi Kickstarter. V bistvu to je ena crowdfunding platforma, ki jo verjetno vsi poznate. In projekt je bil izjemno uspešen. V roku 3 dni je Red Pitaya v bistvu že dosegla zastavljen cilj. Cilj je pa bil? Cilj je bil $50,000. $50,000, ja, v 3 dnevih, ne? Tako to je, kolikor poznamo, dejansko šlo z vratolomno hitrostjo. Tako je. In produkt je bil tu? Ja, produkt je bil tu, potem so se pa začeli v bistvu pravi izzivi. Enkrat, ko se je pač tale Kickstarter zaključil, je Red Pitaya se postavila kot samostojno podjetje. V bistvu začeli so se te veliki izzivi, da moram reči, priti na stran vseh največjih distributerjev v industriji, narediti to ime prepoznavno, v bistvu prodreti na trgu kot neka nova in inovativna platforma. In moram reči, da nam je v zadnjih 9 letih to kar dobro uspelo. Imamo že kar neki prepoznavnih strank in zdaj Red Pitaya uporablja že več kot 30,000 uporabnikov po celem svetu. No to pač res ni malo, 30,000, ne? Res ni. Kakšni so pa njihovi odzivi teh uporabnikov, morda na kratko? Ja, jaz mislim, da uporabniki so vsi zadovoljni. Imamo pa v bistvu zelo različne uporabnike. V bistvu Red Pitaya uporabljajo študentje na univerzah, neki hobijisti, torej inženirji, ki se v prostem času ukvarjajo s tem za zabavo, in pa tudi največji raziskovalni inštituti na svetu in zelo velika podjetja. Kot vodja marketinga najbrž imaš kar dela, ne, da prepričaš in da širiš to vašo geografsko, da rečem geografsko tržišče. Ja, res je, lahko rečemo, da imam težko delo, po drugi strani pa so v bistvu inženirji naredili najtežje delo in sicer razvili en pač tehnološko dober produkt, ki se včasih tudi sam prodaja. Tako da, ja, malo mi pomagajo oziroma mi olajšajo delo. Dobro blago se samo hvali, ne, se reče temu. Tako je. Tako, ko gledam fotografijo te skupine Red Pitaya, mladi ljudje, ne, kateri profili inženirjev pa so vključeni v ta razvoj? Ja, v naši skupini zaposlujemo večinoma elektroinženirje oziroma programerje. To sta dva, recimo, profila, ki sta najbolj potrebna za razvoj samega produkta. Potem imamo pa pač še par podpornih služb, kot je na primer tudi marketing. In ta podporna služba je kar uspešna, ne vidim. Upam, da ja. Ja. Nina, kdo vse lahko ta vaš produkt Red Pitaya uporablja in kakšne prednosti ima, ne, če ga uporablja? Ja, konkretno, ja. Ja, tako kot sem že prej omenila, naši uporabniki so si med sabo tudi kar zelo različni. Red Pitaya lahko uporabljajo na primer študentje za na primer učenje osnov FPGA programiranja. Zdaj Red Pitaya uporabljajo tudi že zelo velike univerze na svetu, kot so na primer Boston, Princeton, Harvard, Stanford in tako dalje. Tako da to je en čist tak osnoven primer. V bistvu tudi profesori radi uporabljajo Red Pitaya pri laboratorijskih vajah za izvajanje meritev. Še posebej pa se je izkazala za uporabno zdaj v času covida, ker omogoča tudi meritve nadaljavo, kar je bilo zelo uporabno za študente, ki niso mogli priti osebno na kampus in izvajati meritev v laboratoriju, tako da so v bistvu to lahko počeli iz udobja svojega doma. Skratka, če govoriva prav o študentih, gre za nek inštrument oziroma za produkt, ki pomaga pri meritvah. Tako je. Red Pitaya v bistvu omogoča zajem in procesiranje signalov, nadomesti pa številne druge inštrumente, naprimer osiloskop ali pa vektorski analizator in tako dalje. Tako da v bistvu neke naprave, ki so jih imeli študentje prej v laboratoriju in so mogli, ne vem, se zmeniti s profesorjem, da pridejo tja, izvedejo meritve, zdaj lahko imajo pač svoje Red Pitaya in iz udobja lastnega doma izvedejo te meritve. Vse v enem bi lahko rekli. Tako je, vse v enem, zato mi tudi radi rečemo švicarski nož za inženirje. Aha, švicarski nož za inženirje. Koliko je pa cena tega produkta? Najbolj osnovna verzija se začne tam nekje pri 300-400 evrih, tiste malo bolj napredne grejo pa tudi nad 1000 evrov. No, seveda dovolj bi rekli dostopno, ne? Zelo dostopno, pripravica, ja. Če se tako domače izrazim, pripravica, ki je tako rekoč lahko dostopna vsakemu. Res je. Ja. Govorili smo o študentih, seveda prodrli ste na zelo pomembne univerze. Kako ste pa prišli do njih?
V bistvu počasi. Veliko smo delali na temu, da smo širili našo blagovno znamko, se udeleževali sejmov, se posluževali različnih kanalov in v bistvu nekako probali priti do tega tudi preko povezovanja z različnimi profesorji. In nekako enkrat, ko profesor ugotovi, kaj vse mu ta naprava omogoča, je potem preostanek poti lažji. Eno zelo laično vprašanje. Je to pripravica, bom kar takoj rekla, ne? Ta Red Pitaja, ki bi jo lahko eventualno tudi srednješolci uporabljali? Ja, ali jo že morda? Ja, tudi nekateri srednješolci že uporabljajo Red Pitajo za določene res osnove, recimo elektroinženiringa ali pa programiranja. Tako da je tudi to mogoče. Je pa za določene stvari mogoče malo prenapredna, najbolj je primerna za študente na univerzah. In še to bom rekla, koliko skrajša čas oziroma koliko olajša ta naprava neko delo? Ja, olajša tudi z tega vidika, to je tudi ena stvar, ki je profesorjem zelo všeč, da Red Pitajo v bistvu samo povežeš lahko kar s pametnim telefonom, tablico ali pa računalnikom in takoj začneš meriti. To je v bistvu tudi ena velika prednost, ne rabiš, ni nekega dolgega procesa inštaliranja zadev, kjer se potem recimo študentom ustavlja, ampak je zelo enostavna, v bistvu mi rečemo, da jo pač priklopiš in se takoj začneš lahko z njo igrati. A to je tisto, ko govorimo, ko si rekla prej, demokratizacija naprednih idej, to se sliši strašno kunštno. Res je, ampak je pa tudi resnično, zaradi tega, ker v bistvu študenti lahko zdaj dostopajo do nekih meritev za res en majhen delček cene, kar jim prej ne bi bilo dostopno. Nina, prej si povedala, kakšna je uporabnost tega Red Pitaja izdelka vašega podjetja v nekem študijskem procesu, torej pri študentih, eventualno tudi pri srednješolcih, ampak to je inštrument, ki je zelo široko uporaben. Kje vsega uporabljajo? Res je. Red Pitaja igra tudi zelo pomembno vlogo pri raziskovalnih inštitutih in pa v podjetjih v industriji. En tak primer, ki ga vedno radi povemo, ker smo pač zelo ponosni na njega, je uporaba Red Pitaje v 2 različnih projektih pri NASA. Na to smo pač zelo ponosni, ker je NASA ena taka pomembna velesila, dajmo temu reči. In sicer eden izmed takih projektov je, kjer je bila Red Pitaja uporabljena za nadzor kvalitete zraka v mednarodni vesoljski postaji, tako da lahko rečemo, da Red Pitaja zdaj kroži okoli Zemlje. V drugem primeru pa je Red Pitaja uporabljena kot merilno oziroma testno orodje pri razvoju novega helikopterja, ki se bo podal na Mars in bo raziskoval površje oziroma iskal vodo pod površjem tega planeta. Aha. Red Pitaja iz Vulkana na Marsu. Tako je. Tako. Kako ste se pa pritihotapili v NASA? Jaz mislim, da je bilo to en primer tega, da dober glas seže daleč, tako da smo v bistvu na ta način si očitno zgradili že toliko dobro ime, da nas je tudi NASA upoštevala oziroma slišala. Ja. Nimate pa samo, to je bil začetni izdelek oziroma začetni produkt, s katerim ste seveda pravzaprav nekako začrtali svoje delovanje in podjetje, ampak zdaj imate že razvitih več produktov, ne? Tako je. Red Pitaja je v bistvu začela z enim produktom, ki ga je takrat najprej predstavila na Kickstarterju. Zdaj se je pa naš portfelj kar že zelo razširil. Imamo v bistvu zdaj že 15 različnih produktov, ki se med sabo pač razlikujejo po tehničnih specifikacijah, tako da v bistvu različni inženirji lahko najdejo pravi inštrument za svoje potrebe. Kaj so to te produkti nadgradnja ali ste morda šli da ste Red Pitajo na več delo razdelili? Ne, to ne. V večini primerov gre za nadgradnjo ali pa pač zgolj ponuditev nekih drugih funkcionalnosti, ki so primerne za neko drugo ciljno skupino. Sodelujete morda z uporabniki, s tistimi, ki imajo že izkušnje s tem vašim produktom in sodelujete v smislu, da vam povejo, kaj bi oni morda še rabili? Ja, to je v bistvu zelo pomemben del razvoja novih produktov. Vedno radi poslušamo, kaj uporabniki zahtevajo oziroma česa si želijo. Tako da to je eden pomemben del procesa, kjer zbiramo v bistvu povratne informacije in potem razvijamo nove izdelke v smeri tega, da ponudimo to, kar si trg želi.
Ne delate pa nekako po naročilu, bi rekla, ali pa za znanega kupca ali pač? Tudi. Recimo ta primer NASA, kjer Red Pitaja kroži na mednarodni vesoljski postaji, en tak primer, ko je bila Red Pitaja prilagojena glede na njihove specifične zahteve. Ta projekt je bil izpeljan z pomočjo Instrumentation Technologies, tako da se tudi sodelujemo na takšnih projektih skupaj. Tako da ja, definitivno, če podjetje si želi Red Pitajo v osnovi, ampak z nekimi specifičnimi zahtevami, naredimo tudi kustomizacijo. Povedali smo prej, da več kot 30,000 uporabnikov ima te vaše produkte, vaše izdelke. Koliko pa tega, ne vem, naredite na leto? Eno je razvoj, potem je pač pa treba to skupaj spraviti, ne? Ja, res je. Narediti. Ja, res je, treba je to narediti. To je en tak zahteven proces, ugotoviti, koliko katerega izdelka, kolikšno bo povpraševanje in kam bojo te izdelki šli, tako da to so vedno zahtevne kalkulacije, ko se odločamo tudi za nove izdelke, obstoječe in tako dalje, tako da to so zahtevne. Radi imamo številke letno, koliko, ali je mogoče to povedati? Ali pač ne? Težko povem v številu izdelkov, tako da te številke žal ne bom razkrila. Lahko pa rečem, da se trudimo vsako leto to številko povečati. In s tem seveda tudi dobro in stalno boljše poslovati. Tako je. Ste še z nami na valovih Radia Robin? Verjamem, da ste in tudi prav je tako, kajti še marsikaj zanimivega bomo slišali o visokih tehnologijah, s katerimi se ukvarjajo podjetju Red Pitaja. Nina, 2013 ustanovljeno podjetje, 2014 pa že prestižna nagrada, tako imenovana Frost & Sullivan. Res je. Kakšna nagrada je to in seveda kako v enem letu? Dobro vprašanje. To je ena izmed najbolj prestižnih nagrad na tem področju, na kar smo izjemno ponosni. Res se je hitro zgodilo. To je takrat Red Pitaja zavzela trg kot ena taka nova, inovativna zadeva in prav je tako, da so jo ljudje tudi opazili. Se pa tudi zdaj trudimo in sicer trenutno smo nominirani za 2 različni nagradi, in sicer Electronics Industry Awards in pa Electra Awards. To sta 2 pomembni nagradi v tej industriji. Pomembni, kaj pa zasledujete ti 2 nagradi, oziroma kdo lahko tle sodeluje in se poteguje za te pomembni, kot praviš, nagradi? Ja, pomembni sta zato, ker vsi vodilna podjetja v industriji pač sodelujejo pri tem oziroma podpirajo te nagrade. Lahko se prijavijo tehnološka oziroma elektronska podjetja v različnih kategorijah. Mi smo nominirani v 2 različnih kategorijah. Ena je testni produkt leta, z našim najnovejšim produktom in pa podpora akademskim inštitucijam, kjer smo veliko naredili v zadnjih 2 letih z razvojem gradiv in različnih video vsebin, ki lahko pomagajo študentom še pri lažjem začetku z Red Pitajo. So te nagrade zgolj ena čudovita listina ali je zadaj tudi kaj podprto s kakšnimi dolarji ali pa evri? Žal ni podprto z nobenimi dolarji in evri, je pa ena taka, dajmo reči, lepa potrditev našega dela. Ta nagrada kot taka nam ne prinese nič oprijemljivega, razen tega, da v bistvu še nekdo oziroma neki prepoznavni ljudje v industriji rečejo, bravo, naredili ste dobro delo, kar nam pa tudi nekaj pomeni. Zagotovo pa je to tudi, ne vem, vstopnica za tržišče, ne? To je pomembna referenca. Ja, res je. Poleg tega, da imaš en inštrument, ki ga pač probaš predstaviti trgu, je to še ena taka neodvisna potrditev tvojega dela, tako da vedno smo tega veseli. Letos ste lansirali nov produkt, ne? Tako je. X-Channel. X-Channel, ja. Kaj je to? Po domače povedano je to več različnih Red Pitaj povezanih skupaj, kar omogoča večkanalni zajem podatkov. To je ena taka spet, dajmo reči, malo inovativna zadeva oziroma drugačna od tega, kar je trenutno na trgu ponujeno, zaradi tega, ker omogoča modularnost, kar pomeni, da namesto tega, da mora človek kupiti en fiksen inštrument, lahko izbere, koliko Red Pitaj med sabo bo povezal in si na ta način v bistvu izbere, koliko kanalno Red Pitajo bo imel. Lahko tudi kasneje
kupuje dodatne inštrumente in si v bistvu na ta način spet omogoči cenejšo in bolj prilagodljivo rešitev, kot so trenutno ponujene na trgu. Aha, komu pravzaprav je v prvi vrsti namenjen ta nov produkt, za koga je najprimernejši? Ja, ta izdelek je najprimernejši za podjetja v industriji, ki rabijo pač večkanalni zajem podatkov za razne projekte in industrija je glavni trg, katerega ciljamo. Nina, zanimivo bi bilo slišati, koliko ste vi, na katerih trgih ste prisotni, kako v Sloveniji ste? Ali ste zgolj, svetovni popotniki? Smo v največji meri svetovni popotniki, sodelujemo pa tudi v Sloveniji s par različnimi podjetji oziroma imamo neke stranke tudi v Sloveniji. Se pa trudimo v Sloveniji sodelovati tudi z raznoraznimi organizacijami. Recimo letos smo ponudili študentom možnost nakup Redpitaje preko digitalnih bonov. Sodelujemo pa tudi z organizacijo ASEF, z profesorjem na Stanfordu Juretom Leskovcem, kjer v bistvu smo podarili Redpitaje njihovim štipendistom. Tako da se tudi v Sloveniji trudimo biti bolj prisotni. Redpitaje je, kot rečeno, hčerinsko podjetje Instrumentation Technologies, globalno, svetovno znano visokotehnološko podjetje. Koliko vam pa ta boter pomaga pri vaših poteh? Kar veliko. Mi smo z Instrumentation Technologies zelo radi. Locirani smo tudi v isti stavbi v Solkanu, tako da se na dnevni ravni vidimo. In tudi velikokrat sodelujemo, kot sem prej omenila, pri različnih projektih, kjer je treba neka nadgradnja ali pa prilagoditev Redpitaje. Tukaj nam pomagajo inženirji z Instrumentation Technologies. Zelo sem radovedna in verjamem, da tudi naše poslušalstvo. Kam naprej? Kako naprej? Kam se ozirate? Kaj počnete? Dobro vprašanje. Naprej samo navzgor. Imamo kar velike plane. V bistvu se nam trenutno odpirajo taki veliki projekti z različnimi podjetji. Hkrati pa tudi se vedno bolj udeležujemo največjih sejmov, dogodkov in organizacij na trgu. Tako da v bistvu dajmo reči, da vse naše aktivnosti samo še povečujemo in pospešujemo. Imamo pa v planu seveda tudi osvežitev in razširitev našega portfelja izdelkov. Kot rečeno že prej, nam naši kupci stalno narekujejo tempo, vedno prihajajo strani trga nove zahteve in mi smo tukaj zato, da temu sledimo. Tako da v bistvu tudi na razvojni strani kar napeto in planiramo velike zadeve, ki več od tega pa žal ne morem razkriti. Se pa tudi širimo na, kar se tiče aktivnosti na tuje trge. V začetku novega leta bomo organizirali prvi hackathon v Združenih državah Amerike na univerzi v San Diegu, na kar smo zelo ponosni. To bo eno tako študentsko tekmovanje, kjer bo Redpitaja izključno uporabljena kot merilno orodje in to je recimo en tak prvi tak večji projekt, ki jih bo pa v prihodnosti še več. Prihodnje leto torej pred vrati, bi rekli, in razvojna pot že začrtana, se ni bati, da vam zmanjka idej? Ne, to se res ni za bati. Naša razvojna ekipa ima polne roke dela za prilagoditvijo, razširitvijo trenutnih izdelkov in imamo velike plane za prihodnost, tako da bo treba počakati in videti, kaj in kdaj spravimo na trg. Zdaj te bom pa nekaj takole vprašala, pa upam, da mi ne zamiriš. Ti si seveda ekonomistka, tu pa govorimo o tehnologiji in se zdaj že skoraj uro trudimo, da bi čim bolj razumljivo našim poslušalcem in poslušalkam povedali, s čim se ukvarjate, zakaj je to pride v poštev. Saj vemo, da vsaka aparatura je zelo zahtevna za razvojem, potem pa v bistvu enako zelo preprosto deluje, ne? Ampak ti si vodja marketinga, se je bilo težko navaditi vseh teh tehničnih zadev in kako teče komunikacija z inženirji, da potem lahko, ne vem, razumljivo poveš ostalim, zakaj gre. Ja, včasih je kar težko. Jaz jim včasih rečem, kaj ste mi to dali za ene hieroglife. Tako da se je bilo treba kar prilagoditi in določenih stvari naučiti. Sem se pa zdaj, dajmo reči, malo privadila tega njihovega jezika v narekovajih, tako da zdaj je stvar dosti lažja. Je pa včasih težko iz pač tehničnega vidika, ker so to tako zahtevne zadeve, da jih pač brez tehničnega znanja težko razumeš. Ampak se vedno potrudijo, da mi to predstavijo na razumljiv način.
Če se je komu takole posvetila Lučka, pa bi rekel, joj, zdaj se pa tudi s tem ukvarjal, bi bil član razvojne ekipe. Ste hermetično zaprti ali odprti za kakšne mlade inženirje, nadebudneže, pa tiste, ki so seveda polni idej? Ne, absolutno nismo hermetično zaprti, vedno iščemo nove potencijale, tako mi kot tudi Instrumentation Technologies. Tako da, če se nam kdo želi pridružiti v Solkanu, smo ena taka mlada, zabavna ekipa, tako da vedno smo veseli novih obrazov. Zagotovo, ampak vemo, da je problem, ne, na tržišču delovne sile, tehnični kader, ne. Mnogo več je tistih, ki se bi ukvarjali z torej družbenimi dejavnostmi. Ja, res je, kar težko je najti kader, smo pa kar srečni, da imamo v bistvu tako fajn kader, ki v bistvu tudi tako razvojno podkovan oziroma tehnično podkovan in nam uspe take uspehe prinašati. Konec koncev vse to sloni na njih. Red Pitaja ni začela kot start-up podjetje znotraj Primorskega tehnološkega parka, katerega vemo, uspehi so na zavidljivi ravni. Zdaj pa sodelujete s Primorskim tehnološkim parkom. Tako je, zadnjih par let sodelujemo z Primorskim tehnološkim parkom, ki nam tudi zelo pomaga pri raznoraznem izpopolnjevanju veščin, pomagamo si tudi z mentorstvom, kar nam zelo prav pride, da včasih vidiš tudi druge vidike oziroma si deliš izkušnje z drugimi, ki so uspešni na tem področju, tako da to je ena taka zelo dobrodošla stvar in zelo cenimo to sodelovanje. Zagotovo to tudi pomaga. To naj bi bilo to, bi rekli, za danes v tej oddaji. Hvala lepa, Nina Jagodic, za vse te zanimive informacije. Verjamem, da si koga tudi vzpodbudila, da se bo podal morda na to pot pri odločitvi za nadaljnji študij. Hvala, spoštovani poslušalci in poslušalke, vam za vašo pozornost. Ob koncu samo še obvestilo, namreč prihodnji torek je praznik in oddaje ne bo, jo bomo pa zato oddajo Start-up Studio imeli v sredo, torej 2. novembra v sredo. Ne pozabite na oddajo in pridete v našo družbo. Zdaj pa lep dan, lep teden in srečno. Start-up Studio. Radio